Tretje rimske igre, ki so pretekli vikend potekale na Ptuju, so razkrile vpogled v antično medicino, gradbeništvo, vinogradništvo in pa kontroverzno gladiatorstvo. To je moja sestra, medicinska sestra, Vlasta Breskridus Golobus, in predstavljamo prvo kontracepcijsko sredstvo na svetu, že uporabljajo se stari Rimljani. Uporablja pa se tako: zdravnik ga vzame iz torbe, ženska drži med nogami, vedno, in ne more zanositi. In to je bilo prvo kontracepcijsko sredstvo. Kako daleč je še do Rima? Ja, kot veste, vse ceste vodijo v Rim. Sedaj imamo tu nastavljen problem, prav tu v Petoviju, da ne vemo, kaj bo, ali bo to krožišče ali bo neki veliki križ cestni. Upajmo pa, da danes večer do 9. verjetno pridemo do Rima. Kje pa imate delavce? Delavci pa so na počitku, ker so včeraj tlakovali pozno v noč in tudi nekateri celo do 4. 5. ure zjutraj. Prav gotovo so tretje rimske igre presežek, glede na to, da nam je že v lanskem letu uspelo realizirati zelo dobre in uspešne rimske igre, druge takrat na povorki, ki se je udeležilo več kot 1000 udeležencev. Seveda je to tisto, kar doprinese k rasti samih rimskih iger, in že smo praktično že skoraj pri 4. naslednje leto, ki jih bomo nadgradili. V nedeljski vročini pa se prileže tudi dobra kapljica. Kaj nam za potešitev želje priporoča rimski vinar? Začinjeno vino po rimskem receptu. Kaj vse je v tem vinu? V tem vinu je 9 zelišč, mislim začimb. To je med, lorov list, poper, timjan, rožmarin. Kar naredi vino posebno, je njegova priprava. Se kuha, stoji 2 dni, se na vsak dan 3-krat premeša, potem pa se doda vino. Pomaga to vino tudi proti kakim posebnim boleznim? Mi pravimo, da je to rimska viagra. Kaj počnejo Kelti na rimskih dnevih? Mi smo bili povabljeni vsem kot tisti, ki so sobivali v času Rima, v tem obdobju, in to na mnogih mestih okoli Ptuja. Štajerska je kompletno sploh polna vseh teh keltskih gradišč, recimo Maribor je eno izmed zelo znanih, ki se danes tudi že malo dost, kako bi rekel, obiskuje, bolj z rekreativnim namenom, to je Poštela na Pohorju. Ptujski župan pa je moral že drugič letos, prvič je to storil na pustnem festivalu, oblast predati tujim oblastem. Ni šlo za klasično predajo oblasti, ampak je bilo za predajo dovoljenja, torej Marcosu Antoniusu Primusu, da je smel z vojsko seveda vstopiti v mesto. Dobra organiziranost in opremljenost rimskih vojakov je bila v preteklosti odločilna za zmago. Kako pa so bili zaščiteni rimski legionarji? Tale uprava ima vse skupaj okrog 15 kg, sestavljena iz lorike, to je ščit, potem iz čelade, iz pasa, ki ga v rimskem obdobju so imenovali cingulum, in potem tudi iz meča, ki so mu pa rekli, da je gladius. In kdo bi zmagal, če bi se pomirili rimski vojaki s Kelti ali gladiatorji? Na vsak način mislim, da en Kelt proti 5 Rimljanom. Mislim, da imamo gladiatorji precej več šans, smo neustrašni, nori na kri. Oh, Jupiter, usmili se vas!